Lepo je, ko se na enem mestu zbere toliko ljudi dobre volje. Na trboveljskem stadionu Rudar je namreč v petek 13. maja potekal 4. zasavski humanitarni tek, ki so ga skupaj pripravili Zasavski varstveno-delovni center, Društvo prijateljev mladine Trbovlje, televizija ETV, Športno-humanitarno društvo Človek, podprli pa so jih tudi Turistično društvo Trbovlje, Zasavske občine in mnogi drugi. Ves prihod prireditve je namenjen sofinanciranju zdravstvene rehabilitacije na morju za uporabnike zasavskega VDC-ja. Že ob 10. uri se bo otvoril tekaški del, kjer bosta Igor Košte in Mitja Ruk tekla 32 km, saj že 32 let hodimo v naledovanje. Zaigral nam bo Rado Koleto s prijatelji, obiskali nas bodo Klemen Bauer, Katja Kožut, Bernard Vajdič in ne nazadnje tudi domišna Žika Nogranička. Potekale bodo razne delavnice in še. S tem turnirjem se začenja nogometna liga prve skupine specialno olimpijade Slovenije sezone 2016. V prvi skupini nastopajo 4 ekipe iz cele Slovenije in sicer Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Nogometaši Marko Žičnik, Darko Klešnik, Andrej Rav, Mitja Cokan, Vuco Mulič, Silvo Grazer, Davor Stenica in trenerja Silvo Kolc in Karel Kranc. Z nami je tudi Center za usposabljanje, delo in varstvo iz Radovljice. Igralci Damjan Močnik, Dalibor Dedić, Aleš Valjl, Boštjan Kipan, Aleš Svinšek, Željko Najder, Tadej Kramberger, trener Jure Vajs. Iz Željka delo prihajajo igralci Denis Kuvar. Pozdravimo jih z aplavzom. Denis Kuvar, Dani Vuk, Marko Mavrovič, Markus As, Miran Rejs, Miroslav Milošnik, Kajetan Tomašič, Tomaš Večer in trener Tomaš Kišla. Iz Zasavskega varstveno-delovnega centra pa prihajajo Branko Gavač, Marjan Pirec, Oliver Žandič, Igor Antič, Marko Vimič in trenerja Dole Kočeka in Boštjan Pirec. Zapoštenja Dubral Perke za razlučnih hvala za Igor iz Ljubljane. V Trbovljah se je pravkar začel 4. zasavski humanitarni tek, začelo se z nogometnimi tekmami. Kaj menite o dogodku? Na takimi dogodki smo vedno veseli, navdušeni, še posebej, ker kot vidite je veliko dobre volje, tudi nekaj tekmovalnosti pri tekmi, pa predvsem na koncu tudi dober namen. Meni je žal, da moramo torej, ali pa tudi, bom rekla, naši občani, občanke celega Zasavja s takimi projekti zbirati sredstva, ki bi praktično
na nek način morala biti zagotovljena tudi strani države. Jaz upam, da se bo tukaj spremenilo, sploh pa je težko pristajati na to, da ne vem, naša regija ima bistveno manjši dodatek iz strani zdravstvene blagajne, kot ga ima recimo ena Ljubljana, ki si ga je pač izpogajala v najbrž časih dobrega obdobja, in to je treba spremeniti, pa se bomo potem takole družili samo še za dobro voljo, tudi komu drugim pomagali, ampak tam, kjer pa je bistvena država, pa naj svojo vlogo odigra. Pravkar se je začel 4. zasavski humanitarni tek. Kako ste se vi na VDC-ju pripravili na dogodek? Mi smo se na dogodek pripravljali, rekla, že kar polovico leta, da smo skoordinirali vse aktivnosti, ki potekajo na tem teku. Ravno kar se odvija nogometni turnir specialne olimpijade Slovenije, tako da so ekipe dejansko iz cele Slovenije, 3 ekipe plus zasavska, naši vodijo 2-0, tako da verjamem, da bo šlo tako dobro tudi naprej. Imate pa tudi sicer dobre športnike. Ja, športnike, kulturnike. Ravno ta teden smo dobili veselo novico, da se je naša plesna skupina vztrajno do ciljev uvrstila naprej na regijsko revijo iz območne v Ljubljano, tako da gledalce vabim tudi v španske borce v Ljubljano 21. maja, kjer se bomo prvič predstavili. Kaj pa pričakovanja glede današnjega dogodka? Pomembno je, da pokažemo, da smo proaktivni, da sami naredimo nekaj za to, da imamo vsi skupaj, bom rekla, odrasle osebe s posebnimi potrebami in vsi tisti, ki delamo z njimi, kakovostnejše okolje, kakovostnejši sistem, pravičnejši sistem tudi samega financiranja dejavnosti. Ker dejansko vsi ti dogodki humanitarni, ki jih organiziramo v Zasavju, so velikokrat namenjeni, bom rekla, podpiranju ne sistema. In s tem, ko mi takšne stvari organiziramo oziroma ko zbiramo denar tudi pri manj svečk za manj grobov, za kombi, ki bo omogočal tudi zdravstvene prevoze, je to zaradi tega, ker od sistema ni denarja. Samo če je za vse v državi tako, potem je to v redu. Če pa samo nekateri nismo sistemsko financirali, pa ne bom govorila o množini, ampak dejansko potrebe uporabnikov niso financirane. In dejansko financirane iz zdravstvene blagajne temelji na nekih zgodovinsko izpogajanih dejstvih, pa to potem ni v redu. O vašem trudu pa govori tudi vaša blagovna znamka. Ja, to je pa blagovna znamka lastnega programa izdelkov, in sicer smo zanjo prejeli certifikat narodne in umetnostne obrti strani gospoda Bogataja. In sicer gre to za izdelke lesne galanterije, na katere žgemo narodne motive. Tako da to je novost, včasih smo narodne motive samo vezli, da jih žgemo na različne lesene izdelke, in to je tudi, rekla, promocija te nove blagovne znamke, s katero bi radi pridobili tudi na tem delu prodaje lastnega programa prihodek, ki ga namenjamo za kakovostnejše življenje naših zasavskih uporabnikov. Strastnega navijanja ni manjkalo. Tako domači kot gostujoči športniki so pokazali, da so zagrizeni nogometaši. Branko, kako si zadovoljen z današnjo tekmo? Enkratno. Po svojih najboljših močeh sem zadovoljen z to zmago. In kako so potekale priprave? Je bilo veliko fuzbala in veliko kondicije in vsega po malem. Si zadovoljen? Enkratno sem mislil, da se bo dobro končalo. Ja. Toni, imaš svojega vzornika v nogometu? Ja, imam. Kdo pa je to? Leon Messi. In kako drugače igraš, še v kakšnih drugih tekmah nastopaš? Ne, samo v deli. Pa si zelo borben? Ja, kar, no. Se veliko pripravljaš? Ja, kar. In kako to izgleda? Ja, kar v redu, pa malo treninge, pa malo tega, pa malo lunga. In pa ti zaradi pripravljenosti in dobre volje so bili deležni najmlajši udeleženci prireditve.
'Cause you know and I know that this just isn't right. And I wanna, but I can't stop thinking about it. And I wanna, but I can't stop dreaming about it. And I wanna, but I can't stop thinking about it. And I wanna, but I can't stop dreaming about it. My love, I can't sleep now. 'Cause you are the one I can't stop thinking about. My love, when I dream now, it's only you and I can figure it out. I can't stop dreaming of you. I can't stop dreaming of you. Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali in tudi izbrali nekaj iz pestre ponudbe prikupnih izdelkov, ki so jih na stojnicah ponujali predstavniki VDC-ja. Cause every time that I'm awake, I don't know if this is real or fake. And I wanna, but I can't stop thinking about it. And I wanna, but I can't stop dreaming about it. And I wanna, but I can't stop thinking about it. And I wanna, but I can't stop dreaming about it. My love, I can't sleep now. 'Cause you are the one I can't stop thinking about. My love, when I dream now, it's only you and I can figure it out. I can't stop dreaming of you. Tudi Trboveljski vrtec je dal svoj doprinos, saj so na ogled postavili simpatične risbice in ladice, na katere so napisali lepe misli in želje. And I wanna, but I can't stop thinking about it. And I wanna, but I can't stop dreaming about it. And I wanna, but I can't stop thinking about it. And I wanna, but I can't stop dreaming about it. My love, I can't sleep now. 'Cause you are the one I can't stop thinking about. My love, when I dream now, it's only you and I can figure it out. I can't stop dreaming of you. I can't stop dreaming. Današnji dogodek se je aktivno vključil tudi Trboveljski DPM. Vaša zasluga je, da je ta prireditev kar številčna, glede najmlajših. Veseli smo, da se v Zasavju, sploh v Trbovljah, vsako leto na tem humanitarnim tekom odzovejo tako vse trboveljske osnovne šole kot vrtci, številne srednje šole, posamezniki in res napolnijo stadion Rudar. Pa je bilo težko pripraviti vse to, kar je potrebno za današnjo prireditev? Moram reči, da nekako zdaj smo že utečeni, da gre zadeve hitreje. Sama pa lahko pohvalim Varstveno delovni center, ki so res veliko vložili in programsko kompletno prevzeli organizacijo nase. Je bilo pa lepo videti najmlajše, ki so tudi sodelovali. Res je. Najbolj luštni so vedno naši najmlajši, tam od 2 let naprej pridejo, zastopajo vrtec Trbovlje, ponavadi z vseh enot oziroma vse tisti, ki so blizu stadiona Rudar, predvsem na ta način, da pokažejo podporo humanitarnemu teku. Pa bodo sodelovali tudi starejši, mlajši? Vsekakor, te pa pričakujemo dopoldan in popoldan. Vsi pa so nestrpno čakali na štart. Še posebno Mitja Duh in Igor Gošte, ki sta si zadala 80 krogov po 400 metrov, torej 32 kilometrov za 32 let VDC-ja in rehabilitacije na morju. Na krajših relacijah so se teku pridružili tudi drugi udeleženci.
Mi pa jima še med tekom nismo dali miru. Kako je počutje zdaj na začetku? Fajn, super. Fajn, polna elana. Ja, Igor, ja, čisto v redu, lej. Jaz upam, da še ne 75 krogov kukira, to bo šlo. Bo. Ja, držimo pesti. Hvala. Poleg trboveljske županje Jasne Gabrič se je prireditve udeležil tudi direktor občinske uprave občine Zagorje Rudi Medved. Kot predstavnik občine Zagorje ste prišli podpreti to današnjo akcijo in boste navijali verjetno. Ja, vsekakor. S tem namenom sem prišel, da v imenu občine Zagorje ob Savi, seveda tudi v imenu župana Matjaža Švagana, absolutno in z vsem srcem podpremo to plemenito akcijo. Jaz sem prepričan, da bo tudi letos uspešna, tako kot že minula leta, da bo Igor s svojo ekipo hitrejši od oblakov, ki se hočejo danes zgrinjati nad ta štadion, in da bo seveda cilj dosežen. Cilj je pravzaprav dosežen že s tem, da je na ta štadion, ta dobrodelni tek pritegnil toliko ljudi. Seveda pomembno pa je tudi, da se zbere čim več dobrodelnih prispevkov. Lepo pa bi bilo recimo naslednje leto ekipo občine Zagorje. Ja, pravzaprav res. Tudi letos smo se že v začetku tedna nekaj dogovarjali, da bi tudi ekipa občine Zagorje nastopila na tem teku, no pa potem gonilna sila, kolegica zbolela in je trenutno na bolniški. Župan je na enem nujnih sestankih v Ljubljani v državnem svetu, tako da je ekipa razpadla pred samim prihodom na štadion. Jaz sem prepričan, da bomo prihodnje leto vendarle to uspeli. Bo pa tukaj prisotna tudi ekipa županove stranke Zagorje gre naprej, in ob tej priložnosti bi rad povedal, da bo tudi županova stranka donirala prostovoljni prispevek za to plemenito akcijo. Na prizorišču niso manjkali tudi oskrbovanci VDC-ja na vozičkih. Na progi se je tekačem pridružil celo Perk Mandelc in se postavljal s svojimi tekaškimi sposobnostmi. Marija, ti pa prihajaš iz Litije. Kako boš pa ti sodelovala danes na tem teku? Na plesu. Pleso? Ja, Tudi drugače plešeš? tudi ja, vse. In kaj še počneš? Rišem, sem umetnica, rada plešem, gledam tudi na televiziji nogometaše, to spremljam, tako da zelo mi je všeč, res. Kdo je še prišel s tabo iz Litije? Ja, vse. Tvoji prijatelji? Tudi moj fant, imam Peter Lenart iz Gavorke, se rada se smeva, stara sem pa 26 let. Toliko si ti stara? Ja, Kaj pa tvoj fant? fanti pa ne vem točno, moram pa vprašati moram. Dobro, srečno, Marija. Hvala tudi vam. Tisti, ki jim do teka ni bilo, a teh ni bilo veliko, so pokazali dobro voljo s hojo v krogih.
Da niso samo dobri športniki in igralci, so dokazali tudi naša znana smučarska skakalka Katja Požun, biatlonec Klemen Bauer in člani kmetije Novi začetek. Zasavski tek se bliža koncu. A se boste udeležili kakšnega kroga ali boste samo podpirali? Ne, danes sem prišla sam podpirati. Zjutraj sem imela že trening, včeraj sem se nekaj prehladila, tako da sem se pa odločila, da pridem podpreti tole tudi v domačem okolišu. Zelo sem bila presenečena, da je tole že zadnji krog, so kar hitro tole utekli. Zdaj vidim, da se malo že pripravlja na dež, tako da upam, da bo zdržali še tale zadnji krog, da ne bo mokro. No, tek tudi en del vašega treninga, kaj ne? Ja, res je, sploh v takih mestih veliko pretečemo. Tudi poleg treninga je treba iti teč, zato da v bistvu zdržimo celo zimo, tudi priprave, treninge, vse. Kaj je trenutno aktualno pri vas? Trenutno treniramo v fitnessu, tečemo tudi kakšne stabilizacijske vaje, konec meseca bomo pa že začeli započasno skakati. Danes tukaj v Trbovljah tudi vi naredili kakšen krog? Opremo imam s seboj, tako da v bistvu nameraval sem in mislim, da bom to tudi uresničil, tako da z veseljem. Nekje ste pa že bili danes? Ja, danes sem že imel eno tako obveznost in sicer do Slovenske vojske, ki je moj delodajalec oziroma tudi mnogi drugi športnikov, tako da danes je dan posvečen takim humanitarnim predstavitvenim obveznostim. Dobro, mogoče bi še kakšen sneg lahko nabavili? Mislim, da smo imeli snega dovolj, v bistvu smo dobili še eno pošiljko pred kratkim, tako da je čas za poletje in kratke rokave. Tudi vi ste se odločili, da sodelujete v današnjem dogodku. Mislim, da ob 3 imamo tekmo, kaj ne? Ja, res. Odločili smo se že enkrat prej, da bi igrali na tako tekmo, da bi nekaj humano pomagali, ko je tudi za te otroke, da bi nekaj več zbrali, pa da bi lahko avto kupili tega, ko ga zelo potrebuje. No, tudi taka gesta naša, smo rekli, jaz sem vprašal iz kmetije, če bi prišli Fakita, Marušo, te so malo bližji, kjer je malo dali, je res hudo, no. Morda če še Miha pride, ne vem, bo prišel, jemo ena na srečo, tako da jemo je Bog, ampak bomo videli, če bo, no. V glavnem, tako da smo se zmenili, da danes pridemo, odigramo tle na tekmo, zijem pa tudi tako bolj prijateljsko, pa tudi da se nekaj dogaja, tako da bo fajn, no. Ja, pa je bil kakšen trening ali to kar tako? Ne, bi rekel, mi smo skozi malo, bi rekel, no, malo športniki, malo tako igramo, pa take stvari, bi rekel, tako da ni benga problema, zaradi kondicije, pa tega se ne bojimo, no. No, pa vaše druženje zdaj po kmetiji se nadaljuje? Ja, res, jaz bom rekel, imam stike s 5 ljudmi, 6, rekel, Maruša zraven, pa 5 Pobotek, ko je zraven, pa to, tako da mi se slišimo, mi se dobimo, tako da ni problem, no. Ja. To je pa ostalo prijateljstvo za naprej. Ja, res je, no, tako je ostalo, mi se slišimo na telefoni 2-krat na teden, 3-krat, tudi kjer gremo, tako da ni problem, no. No, danes bomo pa navijali za vas. Ja, dobro, hvala lepa, no. Ja, ja. Mitja in Igor sta nalogo izpolnila v popolnosti in dokazala, da humanost ne pozna meja. Ja, 80 krogov je za vami, sam ne izgledate tako utrujeno. Ja, to je meni kot 125 krogov, ki je bilo zadnjič, ne. Lažje je 32 km preteči kot 50 km, ni treba kakih hudih priprav. Je pa res, da sem cel teden malo kašljal, grl bolelo, ne. Sem mislil, da bo malo težje, ampak je kar šlo vreme, super. Čeprav je petek 13. je bilo kar, predvsem pa tudi vzdušje, veliko ljudi se je zbralo. Jaz upam, da še nekaj pride, kljub temu, da je začel padati dež in da bo ta humanitarni zasavski tek, zdaj 4., postal neka institucija, ki se bo nadaljevala iz leta v leto in da bomo zbirali denar vsako leto več za tiste, ki so pomoči potrebni. Hvala.
Mitja je to odlično naredil danes, kakšno je pa počutje? Super, fajn, zdaj, ker je konc, je še boljši. Ja. Je bil kakšen krizni trenutek? Ne, tisto pa ne. Je pa ni tako dolg tek. Torej smo dosegli svoj cilj. Tekaškega ja, drugega pa še čakamo, upam, da bo lepo vreme, no, da čim več ljudi pride še podpret, tako da mislim, da bo. Mitja, srečno. Hvala lepa. Preden so trboveljske mažoretke in godba zaključili prireditev, smo za vtise o uspešnosti dogodka pobarali enega glavnih organizatorjev, nekdanjega olimpijskega sankača in sedanjega sodelavca zasavskega VDC-ja, Domna Počeho. Prireditev 4. zasavski humanitarni tek se bliža koncu in verjamem, da ste zadovoljni. Ja, vsekakor smo zadovoljni z obiskom. Ni samo zbiranje denarja pomeni, ampak tudi to, da se družimo, ker smo del družbe in je prav, da vsi vejo o nas in da nas podpira. In na takem dogodku mislim, da se je čez dan zbralo več kot 1000 ljudi. Res dokaz, da povezujemo Zasavje. Koliko krogov je bilo vaših? Mojih je bilo enih 10, nogometna tekma, zjutraj sem vodil, naše nogometaše so igrali, tako da je bilo vseh stvari skupaj bilo veliko. Veliko vaših oskrbovancev je sodelovalo, kaj ne? Ja, mislim, da so skoraj vsi, no, nekaj jih je manjkalo zaradi različnih vzrokov, ampak mislim, da jih je bilo blizu 100, no. Plus vsi zaposleni, tako da smo imeli tudi teh logističnih težav nekaj, ampak smo jih z veseljem rešili, ker tak dogodek je res nekaj, se ne naredi vsak dan, tako da smo veseli, da smo bili tukaj. Pa spet ena predpriprava že za naslednje leto. Ja, vsekakor, že oktobra nas čaka tek Europa Dona, letos bo že 5, ga pa organiziramo v Zagorju, v Europarku, tako da smo nekako že navajeni organizirati malo večje dogodke, tako da mi upam, da nam gre zelo dobro od rok, tako da vsakič se kaj novega naučimo in poskrbimo, da je vsem lepo. Le tako naprej. Hvala lepa. Do zaključka reportaže je bilo zbranih 1400 evrov. Seveda pa upamo, da vsota še ni dokončna. Thank you.